Predstavljate si, sedim recimo na Stonjaču in gledam poročila in kar naenkrat udarna novica, da se je v Piranu začelo dogajati nekaj nenavadnega. Posnetki ljudi, ki hodijo oblečeni v starinske kostume, tako da bi res bili sredi 18. stoletja. Valjda takoj pogledam, kaj se dogaja in najdem spletno stran, ki so jo povedali, da je tam gor. Vidim, da so že odprte prijave, zato se takoj prijavim, da ne bi česa zamudila. Še dober, ne, zato ker prijave so številčno omejene in ker sem dosti hitra, čez nekaj tednov dobim pošto, da sem bila zares sprejeta v to zanimivo izkušnjo. Nestrpno čakam, da se približa poletje, ko se bo ta moja dogodivščina začela in potem se zavljamo k nam v Piran. Tam pustim v garažni hiši svoj avto, v zameno za to pa dobim eno pismo. A si predstavljate, pismo na rjavem papirju, ki diši malo po starem in zatohlem, z enim rdečim pečatom, kakor komaj čakaš, da ga zlomaš. Odpreš pismo in noter najdem navodila. Zdaj moram za sabo pustiti res vse svoje do zdajšnje življenje. Obložiti moram obleko, obložiti moram vse, kar probleme in tako naprej, se preoblečem, dobim tudi močno denarja. Dobim pa tudi navodila, da se zdaj pred odločitvijo, da zberem eno izmed 3 prevoznih sredstev, ki me čakajo. Odvisno od tega se bo tudi začela moja dogodivščina. Recimo, da si zberem ladjo. Sedem se na ladjo in se odpeljam ob obali Pirana na drugo stran in tam začnem. In zdaj se znajdem oblečena v te starinska oblačila sredi enega mesta, kjer so tudi vsi ostali starinski, kjer kar plava ena dogodivščina v zraku. Zdaj zgleda tako pač dober, lahko grem sem, lahko grem tja, imam par izbir, ampak ni res, v mestu so številni ljudje, so ribiči, perice, učitelji, zdravniki, glasbeniki in tako naprej. In zato, v bistvu, katerega od teh ljudi si izberem, ko se bo začela moja dogodivščina. Sprav, cela mreža možnosti je, kako se bo moje potovanje razteklo. Hodam v obali in kar naenkrat zavedam, da tam nekaj plava. Sklonim se, poiščem in gre za sporočilo v steklenici. Dobro, gledam, kaj je to, ko me kar naenkrat nekdo vzdraži na vrat. Gotovim, da je to gusar, ki mu hoče dati, da se zemljevid na vsak način zato, ker je to zemljevid za zaklada. Zmenila se, da mu bom pomagala in da bova šla skupaj iskati zaklad. Zato res hodva po celem mestu, se nama dogaja različne stvari, odmikava tlakovce, najdeva skrivna vrata, pri drugih ljudeh iščeva novine in tako naprej in na koncu res najdeva zaklad. Cekine, take čista prave, kot iskriva. Gusar bi šel raz na rum, ampak mene res ne paše, zmatrana sem, zato se mu zahvalim za zanimivo izkušnjo in grem naprej. Tako naprej potem spet lahko spoznavam nove ljudi, nove izkušnje in spet smo pri tej mreži možnosti, ki me čaka. Tako preživim za res nepozaben vikend in potem nenadoma zaslišam udarce močnega zvona, ki bije uro, ki pomeni zaključek moje dogodivščine. Bim, bam, bom. Vsa vrata se zaprejo, vsi igralci izginejo z mestnih ulic, ostanemo samo še turisti, ki vemo, da je zdaj čas, da gremo domov in se vrnemo v svoje običajno življenje.